tam stoji, ko ljudje padajo. Na tem kraju so jokali kralji, molili romarji, prosile sirote. Zid posluša vse, ne sodi, ne obljublja, ne hrani tisto, kar človek zaupa večnosti. Tempelj je padel in tisoči so prisveli do mene. Kaj jim bo sedaj vera, ko so kosti že hladne? Tempelj res padel, ampak vera pa ni iz kamenja. Dala je zadnji dih in vsak njihov krik je bila molitev. Ti tam zgoraj, kako si lahko to pustil? Vsi moji bratje, prijatelji, vojaki, poveljniki, vsi so umrli. Kaj pa tvoja obljuba, da boš varoval svoje ljudstvo? Ali to nič ne velja? Edini sem preživel, odšel šele, ko sem presodil, da nihče drug ne boš preživel. In zdaj se niti domov ne moram vrniti. Moram bi biti del slavnostne bitke. Ampak zdaj trpim jaz posledice in ti si kriv za to. Bog ne je kriv? Tako ne vidi, da je sam kriv. Zdržava iz bitke, v kateri so vsi padli. Samo navaden strahopetec je. Strahopetec. Pusti ga. Mlad je še. S časom se bo pogumil in naslednjič ne bo zbežal. Naj se vrne domov. Naj ga bodo sprejeli nekaj lepo se. Naslednjič? Nobenega naslednjič ne bo. Ta napaka ga bo prevzela. Jeza in bes ga bosta razžrla. Pogubila ga bosta. Oče, pomagaj mi. Pravkar sem izvedela, da ga ni več. Ostala sem sama z majhnim otrokom. Vse, kar je ostalo od njega, je leta uvenila roža. Kaj naj storim? Kje bom lahko dobila denar, da ne bom lahko preživljala? Kako bo lahko Baruh odraščal brez očeta? Kdo bo po zimi nasekal drva? Kaj bom z njegovimi oblekami? Želim si, da me ne bi pustil same. Uboga vdova, brez moža. Seveda bo pretežko živeti. Raj pusti sina tu. Sama greš lahko k možu. Pusti sina in pridi z mano. Nikaj ne govori tako. Vse je vedno. Nisi pogubljena. Ne obremenjuj se z vprašanji, ki ti jih zastavlja smrt. Nadaljevala boš življenje, sinu pa pripovedovala o očetu. Ja, njena ljubezen do moža in do otroka jo bo res še nekaj časa držala do konca. A kmalu boš videl, bo tudi ona končala pri meni. Tako kot vsi ljudje, ki ložijo v poteh in te, ki prihajajo v zidu. Nekateri z oklepi, drugi bosi. Ampak čisto vsi končajo pri meni. Jaz sem zmeraj končna postaja. Pa vendar, dokler hodijo in dokler molijo, je njihova vera močnejša od strahu. Ljudje sem prihajajo po ozdravljenje in odrešitev. Gospod, ali sem v svojem življenju naredila dovolj dobrega, da bi mi lahko uslišal to prošnjo? Doma imam sina, zelo je bolan. Bojim se. Vidiš, zmeraj ista zgodba. Ljudje mislijo, da lahko z molitvijo dosežejo vse, kar je izven njihovega dosega. Misli, da bi se prav v njej morala zgoditi izjema, da bi prav v njej moral zagotoviti sin. Ampak smrti ni mogoče ubežati. Bojim se, da bomo moral priti, da bi se lahko proslovila od njega.
prišel k tebi, preden bomo lahko rekla zadnje besede. Kaj? Kaj sploh delam tu? Hoditi domov? Ne. To je nemogoče. Nekaj skriva. Samo to si želi, da bi bila prisilna, medtem ko bo umira. Ne, ljudje si zmeraj želijo nekaj več. Nekaj skriva. Ljudje so včasih takšni ne zato, ker bi se bali smrti, ampak zato, ker se bojijo časa, ki mine še preden se ga sploh zavejo. Gospod, prosim te, naj bosta moja žena in otroka doma zdrava, na varnem in da se kmalu vrnem in da se bomo spet združili. Gospod, vse sem izgubil, svoje otroke, svojo ženo, mater. Prosim te za Aziro, Fahima in Sahiro. Ne moram brez tebe. Tale pa ni naš, sovražnik to je. Ampak, njegova družina, kaj če sem jo bil prav jaz? Muslimani, a vendar ni tako drugačen. Je le človek, ki moli in veruje v Boga, kot jaz. Pa vendar sem jaz tisti, ki mu je ubil družino. Ti ljudje niso tako drugačni, kot sem govoril. Saj so na istem kot mi. Zakaj bi se torej pobijali med seboj? Ubogi otroci, kaj so storili, da so zaslužili tako tragičen konec? Mar ni ravno ljubezen največja zapoved? Kako naj verjame, da je Bog na naši strani? Če vsi enako krvarimo, če so naši kriki enaki krikom tisti, ki jim pravimo sovražnik. To, kar počnemo, ni prav, tako ne more več naprej. Bravo, mladi križar. Misli, da bo za to svojo ugotovitev dobil nagrado od Boga. Ampak to, kar je sedaj naredil, postava enak sovražniku. S tem, ko zagovarja sovražnika, da svojemu bližnjemu, svojemu rojaku obrnil v hrbet, to ga bo pahnilo v pogubo. Stal je zvest svoji vesti, odprl je oči in dejansko pogledal naokoli. Kako je lahko kaj takega zlo dejanje, ki ga zares pokopne? Ja, morda bo njegovo ime zbledelo, ampak njegova iskrenost bo živela. Stoletja minevajo in ljudje še zmeraj prihajajo do zidu. Še zmeraj prihajajo. Nekateri s knjigami, drugi s telefoni. Vsi mislite, da ste v nečem originalni, ampak prav vsi, prav vsak od vas, bo končal pri meni. In veš, prav v tem je lepota. Vsak s seboj nosi svojo ranljivost in sem prinese svojo zgodbo. Koliko gledalcev? Morala bi zaračunati vstopnino, tako vsaj denar ne bi šel za stran. Čeprav tale zid bi morala malo urediti, počistiti to nesnago. Mogoče zakrpati še kakšno razpoko, ali pa kar vse skupaj odbreti, sej ti ne zgleda tako dobro. Seveda, kje drugi bojo pa ljudje iskali vrednost, če ne bo denarja? Ta zid stoji že tisočletja. Ljudje so sem prihajali v stiski, v prošnjah, ne pa v iskanju zlatih palic. Mladenka, to tvoja brezobzirnost zna biti uspešna za uspeh v tvojem sredu. Ampak ne bo spremenila tega,
kar je ostalo tu v teh razpokah. Pozdravljeni, šef. Ja, jutri bom predlagala to našim nadrejenim. Ljubo dekle, šteješ lahko te obiske in tiste liste, ki ste jim ljudje dali vrednost, ampak zgodbe teh ljudi so neprecemljive. Moj Bog, čutim, da prihaja čas, ko bo moje delo na zemlji izpolnjeno. Ko se ti zahvaljujem, se v meni prebuja vse, kar sem živel. Poznanil sem tvojo besedo, stopal sem med mlade in iskal način, da jim približam tvojo ljubezen. Učil sem jih moliti in poskušal biti brat in ne sodnik. Želel sem jih sprejemati in ne zavračati. Če sem jih mogel ljubiti vsaj delček toliko, kot jih ljubiš ti, je bilo vredno. Zakaj zdaj, ko klečim pred tem zidom, polnim njihovih molitev, si želim, da bi tudi sam pustil delček moje zgodbe, da bi ostala sled človeka, ki je veroval, ljubil in služil. Toliko krikov, toliko prošenj. Ljudje so sem prihajali z molitvami, z bolečino. Prav vsak kamen je prežet z bolečino in solzami. Prav res. Dokler bo stal ta zid, te zgodbe nikoli ne bodo pozabljene. In z ljubezni. Vsaka roka, ki se je dotaknila tega zidu, je pustila svoj pečat. Vse, kar je bilo tukaj izgubljeno, je hkrati tudi ohranjeno. Videla sem jih pasti, generacija za generacijo. Goreča mesta, razpadli domovi. Ampak ta zid ni konec. In tudi jaz nisem sovražnik. Jaz sem le opomin, da je prav vsak trenutek dragocen. Ta zid je dokaz. Ta zid je priča, da človek ne molči niti takrat, ko izgubi vse.